Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Včeraj je bil potres. Pa kak spet? Spet je bil in seveda, veš, ne, zdaj, če verjetno berete spletne portale, vsaki dan skoraj piše po noči Slovenijo stresel, ne? Ja. No, ker pa zdaj ni bilo placa, ker so bile volitve, pa polno nekega dogajanja, pa benzin, pa ne vem kaj vse, Ja. nikjer nič ne piše. Ampak 100% včeraj sem se ekstremno osredotočil in točno ob 23:00 je začelo pajtlati. Ko si mi napisal SMS. Tako. Sem jaz vprašal hitro doma, če kdo kaj čuti. Ja. Ne, nič. Prav, tako malo bolj kot drugače. Ne? In potem grem gledat na internet, če kje kaj piše in ne piše nič. Ne? In imaš na strani od Arsa, imaš tam Arso potresi, imaš gumb, Ja? nikjer ne piše, točno kdaj ob uri, bla bla bla. Je bil sicer en, ampak 15:01, jaz pa sem ti ob 23:00 pisal, ne? Torej si se zlagal. No, in potem sem izpolnil tukaj anketo, imaš gumb, čutil sem potres. Res? Ja, in potem not vpišeš vse podatke, kdaj, kak Ja. fejst, koliko dolgo, ogrom takih vprašalnik je malo daljši Okay. in se zdaj ful boljše počutim. Sem bil tak, pa sem vpisal, zdaj pa čakam, da potrdijo, da pol objavijo. Nisi bil pod vplivom kakih substanc? Ne, Ne? pa ker tak en cajt je pajtlalo. In tak, okay, cool. In spet se je porajala tista misel, kaj bi, če bi bil res oni fejst, kam bi letel. Ja, kaj in- boš zdaj? Ja, ne. Pač letiš. Nič. Napisal bi ti, mene ne bo jutri, pa je to. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? Grüß Gott, ne, kot se reče. O, Dober profesor. dan. Zdravo. Kaj Si bo še to? kaj tank? Jaz nisem tankal, čez mejo, sem še pred mejo. Okay. Vem pa, da so cene benzina tam neki kot tu zdaj, oziroma bo približno isto. Da ne bo več nekega navala iz one strnine naše, Okej. da smo pol ostali vsi brez. Lep. Ja. Danes se bomo spomnili zasedbe Destiny's Child in hita Say My Name iz leta 00. Ne? Gre za tretji singl iz drugega albuma The Writings on the Wall. Pesem govori o punci, ki preko telefona govori s svojim fantom in sumi, da ima eno afero. Originalno zasedbo so sestavljale, če se spomnite, Beyoncé Knowles, ne, seveda, Latoya Luckett, Latavia Robertson in Kelly Rowland. Nad vsem tem pa je imel roko prek Matthew Knowles, Beyoncé oče. Potem je to eskaliralo v kup tožb in ne vem kaj vse, brez veze, da s tem zdaj nekaj težimo, ne. Cela štala je bila. Pri Say My Name je sodeloval tudi Rodney Jerkins, ki je zaslužen za uspeh Spice Girls. Po vrnitvi v Ameriko, ja, Jerkins, je, kaj za jaz. Drkušič, ne? Ja. Je to po naše. Robi, Ja. ja. Okay. No, po vrnitvi v Ameriko so bile Destiny's Child njegov prvi projekt in še pred Spice Girls je pomagal pri karieri še ene pevke, ki je danes super zvezda, to je Jennifer Lopez, ki je ta teden, oziroma prejšnji teden izdala novi single, tega bomo tudi slišali. Ja. In najbolj zanimivo prije za konec, ne? Punce se izdale 5 studijskih albumov, skupaj prodale okoli 60 milijonov plošč in so uvrščene med najuspešnejše ženske zasedbe vseh časov. In ko smo mislili, da je to, da je zgodba zaključena, so nas, mislim, da včeraj prišla novica, da se po 20 letih ponovno odpravljajo na turnejo. In tako bodo 20. julija nastopile v Münchnu. To je sveža informacija zdaj. Destiny's Child. Destiny's Child, ja. Pa vejo, kako se prije sem. Ja, verjetno ja, ne. Zdaj sicer ne vem, kateri zasedbi bodo, ne, je pa, bo pa zraven seveda Beyoncé. Ne? Zanimivo. Za razmisliti, ne, Julija, kak je road trip za München. To ni tako daleč. Ni, ne. Ne. Pa še reč muzej, oni tehnološki. Recimo, Tak ne. malo, ne? Samo zdaj te bo pot stala več kot karta. Ja. Čeprav Karta pa tak ne vpraši. je koliko stane. Ja.
in je čas, da si zastavimo vprašanje, ki ne zahteva spektakularnega odgovora. Torej, kaj si danes oziroma videl, oziroma videla, bilo kaj takšnega, morda kaj čisto navadnega, običajnega, kot recimo zdaj, če pogledate ven, vidite kipera, tovornjak. Recimo, ja. Recimo, ne? Anja, izvoli. Jaz sem danes zjutraj videla tekača. Že na vse zgodaj iz... Kaj je tepih pred sobi? Ne, enega, ko je tekal, no. Ja, okay. Dobro. Zmisla, bravo. Bravo, ker je ura bila malo čez 7. Je lepo. Če že nazaj laufa, Anja. Ja, verjetno, ja, mislim. Ja, kaj pa? Ob 4 je šel na Že pol. malo prej šel, ob 7 je že malo pozno. No, mislila si, če gre slučajno v službo ali bo doma. Ampak ja, povsem nekaj običajnega. Ja. Tako da super. Res Anja. je. Hvala. Cool legenda. Jaz sem videl danes, ko sem se že odpeljal Rikverc, stran od bajta, pa sem videl teniske zunaj, ko sem si jih včeraj popoldne dal ven, Ja. da se malo posušijo. A, pa jih je dež dobo? Ne, Ne. ampak pač spet so vlažne, kot da se ne izsušile. Ja, lepo. Pa sem bil tak, Nisi torej šel nazaj. Sem. A, prav. Ampak se res mogel potruditi, v smislu dobro rekel. Jo. Nisem vedel, kaj bo danes, ker zjutraj je bil dež. Ja, vidiš, bravo. Ja, ti fras? Lahko povem, kaj sem včeraj videl najprej, ker sem danes tudi nekaj. Ok, daj. Okay. Včeraj sem videl enega gospoda, ki je šel dol do Drave z šalco, pa je vodo ven zajel, pa je potem spil. Ne z Matjažem Šalamunom. Ne, šalce je imel. Aha. Danes pa sem zjutraj malo pred 8 videl eno dijakinjo ali ne vem, šolarko v kratki majici, prav. Je hodila Zjutraj. pri ne vem koliko, 3 stopinja, koliko so bile. Super. Svetovno, vidiš, Krasno. kako so mladi, trpežni. Nič jim ni nikoli. Ne. Nah pa, ko bo stara 50, Ja, je pa bo v križi štihal. zdaj pa bo vuk vun prišel. Marec, pa april bo dež, pa oblaki, pa malo sonce, polk, ne, maja se komaj začne. Ja, dež Lepo. je res, ja. Pravi dež je vedno maja, fraz že Dobro. 5 let, če ne več. Mislim, da že rekel 150 let. Ja, ne, pa veš, da je zadnja leta, je maja. Kdo si to Konec zapomnil? sveta. Kaj imaš v arhivu Ja, doma tisti, ko bi zapisano? radi imeli piknik maja, pa ga nikoli ne morajo imeti. Okay. O, moraš vse prestaviti. Se pravim, gled, še 5-10 let pa bomo novembra hodili v zada. Ja, ker bo tako se okrog, Božič bo 8. februara, tako Ja. malo vse skupaj prestavimo. Dobro, no. Prešern pa avgusta na Marino. Tako, pa bomo doma za 2 praznika. Čas je torej za najpopularnejšo računalniško, pisarniško, telefonsko igro vseh časov. Na ključni članek na Wikipediji. To pomeni, da greste na Wikipedijo, zgoraj levo imate 3 črtice za meni, kliknete gor, stisnete na ključni članek in vam eno stran odpre, jo preberete, se naučite nekaj novega in živite naprej. Tako, ali pa klikate na tipkovnici Alt plus X in se ves čas nove strani odpirajo. Anja, kaj je tebi vrglo danes? Ajde. Žensko ime Ankica. Ankica je različica ženskega imena, se pravi Ane. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na 31. decembra 2007 v Sloveniji 332 Ankic. Ankica. 332. Ja. Ankica. Ankica Ankica. Škrlec, bi lahko dal. Ja, Tako da lep zanimivo. pozdrav vsem Ankicam. Ja, lep pozdrav. Meni je vrglo ven ime, oziroma pač besedo Asterix. Vemo, ne, glavni junak serije francoskih stripov, komičnih, Ja. ki govori o galski vasi, ki jo Rimljani neuspešno oblegajo. Tako. Pa prijatelja ima najboljšega Obelixa, Tako? ki je po poklicu raznašalec menhirjev, A ja? onih štank kamnitih. Kaj je to? Znamenje, no, staro, prazgodovinsko, v obliki kamna stebra. A ja, ok. Ja, Nisem vedel. kot neki kip, rečemo temu. Ne? Dobro. No, Torej, Asterixa, meni pa je ven vrglo Juventus. To pa je bila v rimski mitologiji boginja mladostne moči, tako. v grški mitologiji pa je enakovredna boginja Heba. Ime te rimske boginje v latinščini pomeni mladost. Res je. In potem je imenovan tudi najboljši klub
vseh časov. Zakaj pa je to Juventus, če je ta Juventus? Latinščina, italijanščina, tu se Okay. malo Dobro. nekaj simpatija. Glavne ima veze, ne? To mladost, mlado, novo. To. Okay. Ne? Evo, smo se naučili. Tako, Smo. zdaj pa dalje. Ja. Ankica, ne? Fras in Medvard in Fras in Medvard šel.